Osrednji vzrok za manjše zanimanje delodajalcev za kadrovske štipendije pri Javnem skladu za razvoj kadrov in štipendij vidijo v tem, da mora delodajalec štipendista po zaključku izobraževanja zaposliti. Ker si podjetja v času krize novih zaposlitev ne morejo privoščiti, dijaki ostajajo praznih rok. Si slišal za kadrovsko, si poskušal kandidirati mogoče? Sem poskušal, pa ni šlo, Zakaj pa ne mogoče? ker delodajalec ne bi mogel dati. Sicer v Mariboru vsako leto podelijo približno 2500 državnih štipendij. Njihova povprečna višina znaša približno 126 evrov. Če greš privat, pa izpod 200 evrov, da boš zdaj računal samo za stroške stanovanja, skoraj da ni. Nekje se gibe od 150 do 200. Potem pa če hočeš še kaj jesti, pa vemo, da ni dosti, 200 evrov, recimo kot je državna štipendija nekje. Štipendije pa podeljuje tudi mariborska občina. Letos bo za to namenila približno 126 tisoč evrov. Kaj pa za občinsko štipendijo, si že tudi slišal mogoče? To pa ne. Tudi je odvisno od dohodkov v bistvu. Aha, to še nisem čul. Ne, nisem čula še. V preteklem šolskem letu pa je bilo podeljenih 31 štipendij dijakom in pa 28 štipendij študentom in računamo, da bo približno toliko štipendij možno podeliti tudi v tem šolskem letu. Medtem ko so dijaki vlogo za podaljšanje štipendije morali že oddati, pa imajo študentje za oddajo vloge še čas, in sicer najkasneje do 10. oktobra.